Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Gost v današnji predvolilni oddaji je Ivan Janko Mavri, ki se na skorajšnjih volitvah kot kandidat stranke Nova Slovenija poteguje za mesto župana v občini Cerkno. Dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni, vesel sem vašega vabila. Uporabljate dve imeni, Ivan in Janko. Povejte nam, katero je bolj pravilno? Bolj pravilno je Ivan, vendar sem bil do 20. leta, kar sem bil doma, sem bil Janko in domačini me poznajo kot Janko. Domačini vas na vsak način poznajo na Cerkljanskem in tudi širše. Sedaj ste sicer v službi na drugi strani, kot se reče, na Škofjeloški. Ja, kariero, šolo, prva služba sem začel v Cerknem, potem pa sem šel po sledeh kariernega napredka v nove službe, v nove izzive. Trenutno sem učitelj v Škofji Loki. Če povem še nekaj vaših osebnih podatkov, ste pravzaprav letnik 69, po poklicu ste elektroinženir. Ja. Elektroinženir, najprej ste bili zaposleni na ETI, kasneje na Hidri in sedaj, kot ste že rekli, ste v Škofji Loki v šolskem centru. V šolskem centru. Kako se tam počutite? V šolskem centru se počutim dobro, jaz rad delam z ljudmi, delo z mladimi je zanimivo. Počutim se dobro, nikakor ni županska kandidatura v čemer povezana z zasičenostjo v tej službi ali z nekim begom pred nečim. Ne, to je pač naprej korak v karieri, ki se mi je nekako porodil v zadnjih mesecih. So pa najbrž ta službena mesta prinašala vsaka svojo zgodbo, svoje značilnosti. Seveda, zanimivo. In tudi to je kar prednost človeka, ki dejansko začne nekje na dnu karierne lestvice in potem preko vzdrževalca, nastavljavca, vodja linije, vodja vzdrževanja in kasneje na Hidri vodenje projektov, izračuni elektromotorjev, pa pomoč pri prodaji in razvoju. To so stvari, ki se nekako nadgrajujejo. In človek, ki začne na bazičnih znanjih, ima manj težav kasneje pri višjih vodstvenih funkcijah. Na vseh teh funkcijah pa ste stalno srečevali ljudi, se z njimi dogovarjali, pogovarjali, usklajevali. Te veščine vam bodo najbrž kot morebitnemu novemu županu prišle še kako prav? Še kako prav. Spomnim se dogodka, zelo pestrega sestanka, ko mi je eden od kolegov zabrusil, da sem politik. Kajti kot vodja projekta sem imel pred seboj menda 6-7 različnih strokovnih mnenj in tehtanje med njimi do uspešno zaključenega projekta je terjalo obilo tudi komunikacijskih, ne samo strokovnih znanj. Tako da, menim, da komunikacija ni problem in da sem sposoben komunicirati lokalno, globalno, v angleščini, v še kakšnem drugem tujem jeziku. Javnost vas je doslej spoznala v najmanj 2 projektih. Izpostavili ste se kot na čelu ekipe, ki je želela ohraniti podružnično šolo v Novakih, tam stanujete, če prav razumem. In kasneje ste se izpostavili pri projektu odvračanja divjih zveri iz naših krajev. Zakaj pravzaprav ta 2 projekta? Čutim neko odgovornost do ljudi, do kraja, kjer bivam. In zelo jasno sem videl, da je šola v Novakih dodana vrednost kraju. Borili smo se na vso moč, morda celo malo preveč, malo premalo strpno, malo premalo politično in na koncu nismo uspeli, šola je ugasnila. To je izkušnja za naprej. Novaki so za eno ustanovo revnejši, svet pa gre naprej. Morda bomo pa skozi neke nove projekte, ki se zdaj v Cerknem vrtijo, ki se bojo vrteli pod mojim županovanjem, šolo celo dobili nazaj. Volčja zgodba pa je zgodba, ki je pa precej bolj strukturirana in precej bolj tudi kasneje me je že doletela, ko sem bil že dokaj vešč komunikacijskih in drugih veščin komuniciranja z javnostmi razno raznih. Spet je osnovni problem bil tale ena huda krivica, ki se dogaja lokalnim ljudem in na to sem se odzval, našel neverjeten odziv pri sodelavcih, pri krajanih, pri somislečih in to da človekovo energijo. To je neverjetno, ko enkrat 50 ljudi stoji za teboj in ti pomaga, ni problema do 4 zjutraj pisati maile in se dogovarjati in usklajevati.
Kako je sedaj z volkovi na vašem območju? Vse je v redu. Volkovi so, sicer jih je manj, zakaj točno ne vem, zgleda se ne počutijo dobro več v naših koncih. Poučna zgodba. Pojdiva na te vaše konkretne predvolilne napovedi. Šola in vrtec v Cerknem. Vrtec že vrsto let kliče po novi zgradbi. Kaj boste storili na tem področju? Najprej bom pogledal, kje stvari stojijo zdaj. Na osnovi tega, kar bom videl, kako stojijo zdaj, bomo naredili naslednje korake. Bojim pa se, da ni glavni problem v denarju. Tudi tukaj je problem komunikacija. Zakaj je točno padel projekt v prejšnjem mandatu, ne vem. Nisem za to pristojen, ne vem, če je to še sploh smiselno raziskovati. Vem pa kar nekaj o načinu, kako si je projekt vrtceca komuniciral in peljal v tem mandatu. Milo rečeno, komuniciranje je bilo neprimerno. Na vsak način, nosilec vrtceca, nosilec dejavnosti je šola in šola je ključni sogovornik mene kot župana in mojih strokovnih služb v umeščanju vrtca v prostor, v čas, v strukturo organizacije. Tukaj občina sama ne more. Na vsak način z roko v roki s šolo. In najbrž tudi z roko v roko z državo, ki naj bi prispevala nekaj denarja, tako majhna občina, kot je Cerkno, teh stroškov za gradnjo novega velikega objekta najbrž nima. Jaz ne poznam projekta, na kateri bi imel dovolj denarja, dovolj časa in dovolj ljudi. Ko bo projekt kvalitetno zastavljen, ko bo projekt potrjen znotraj lokalne skupnosti, ko bomo imeli soglasje med deležniki, takrat bomo tudi našli denar. Zagotavljam. Velja isto tudi za področje zdravstvene postaje. Sedanje storitve opravljajo zdravniki v še kar slabih, ubogih prostorih. Ta zadeva je alarmantno kritična. Ravno v teh dneh sem opravil serijo ločenih pogovorov z deležniki, zopet z deležniki vpletenimi, ki so v tej zgodbi pomembni. Občina, zdravstvena stroka, lastniki zemljišč v industrijski coni. Nakazuje se rešitev, ki bo dorečena v naslednjih pogovorih. Je pa to kritično prednostna naloga za Cerkljansko, kajti zdravstvene storitve v zadnjih 20 letih so padle. Grozno so padle na Cerkljanskem. Zdravstveno varstvo je na slabšem, kot je bilo pred 20 leti. Varovanje starejših omenjate v svojem programu, je to tudi odgovor na potrebe? Ko se bo prebila tale blokada nekomunikacije, ta nedostopnost, da ne uporabim kakšne grše besede, občinskih struktur do deležnikov v tem projektu, se bodo začele domine padati in kakor hitro rešimo, mi zdravstveni dom je že v ozadju rešitev za dnevno varstvo starejših. Tako organizacijsko, tako prostorsko, finančno pa spet tako. Ko bo projekt pripravljen, zagotavljam, da bo denar blizu, če že ne na mizi. Občani vsak mesec dobimo tudi položnice za odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov. Ste zadovoljni s poslovanjem komunale? Nisem. Še predno sem se odločil za župansko kandidaturo, sem v tem letu imel, ne morem reči serijo pogovorov, vendar pa serijo mailov in tudi komunikacije z direktorico komunale. Pogovarjali smo se o načinu obračunavanja in o nesorazmerno velikem povečanju odvzetih količin, tako kot jih razumem jaz kot laik. Z gospod direktorico sva dogovorjena, da mi pripravi obrazložitev, mi jo da v pregled in če bom jaz kot laik razumel, je obljubljeno, da bo v naslednjih položnicah na hrbtni strani natisnjeno obrazložitev cene storitve. Moram pa reči tako načelno. Ko bom imel pred seboj strokovna vprašanja, bom zelo nerad konkretno odgovarjal. Za konkretne strokovne odgovore bodo poskrbele moje strokovne službe. Moje je, da poskrbim, da komunikacija teče, da so vpleteni vsi odgovorni v teh projektih, ki so dolžni o teh zadevah vedeti več kot jaz.
Področje cestne infrastrukture se najbrž deli na vsaj dve podpodročji. Eno je državna cesta, ki je skrb države. Večino teh cest, po katerih se prebivalci občine Cerkno vozijo, pa je občinskih cest. Za te boste najbrž kot župan morali skrbeti. Ja. Na seriji pogovorov in tudi srečanj, ki sem jih že imel, smo načeli ta problem, smo ga naslovili in moramo naprej povedati. Nimam milijon evrov v svojem žepu, nimam sanjske ekipe, imam pa voljo, da naredim zadevo pregledno. Se pravi, pregledali bomo sedanje stanje projektov, jih ovrednotili po nekem točkovniku. Če je ta primeren, bomo šli po tem, če rabimo boljši točkovnik, bomo drugi. In lotili se bomo zadeve tako, kjer bomo z najmanj sredstvi lahko naredili največ. Za vse naenkrat ne bo. Prepoznati moramo kritične odseke in jih prednostno obravnavati. Je pa problematika široka, razdrobljena, preko 200 km cest. Vsi naenkrat ne bomo prišli na vrsto. Obljubljam, da bo teh komovčarskih projektov konec. Projekt bo uvrščen na neko mesto po neki strukturi, po neki prednostni listi, ne pa po tem, kako ostre komovce ima kdo v lokalnih veljakov. Poznam tudi primere na Cerkljanskem, ko lastniki plačujejo katastrski davek za zemljišča, po katerih poteka občinska cesta. Veliko cest še ni odkupljenih in vpisanih v kataster. Ja. Problemi se kar vrstijo. Dajmo generalno odgovoriti tako. Ko ti projekt zastaviš, najprej pogledaš vhodne zahteve, ali so to materialne, organizacijske, časovne, prostorske, rešiš tele vhodne probleme in potem se ločiš projekta. Če so vhodne zahteve pokrite, je ob izvedbi, ko se projekt začne, je projekt lahko v neki časovnici končan. Na Cerkljanskem pa se dela kar malo popreko. Najprej se skoči, potem se reče hop, in ko se enkrat cesta pozida, se ugotovi, da to ni na našem, in potem je halo, in ljudje so besni, nezaupljivi in sama slaba volja. Tipično slabo vodeni projekti. Dogaja se tudi, da so poceni izvedbe, da se te poceni izvedbe z leti izkažejo kot zelo drage. Obstaja pregovor, nisem tako bogat, da bi kupoval poceni. Občinske službe morajo biti sposobne nadzirati in ovrednotiti opravljeno delo. Če tega nismo sposobni sami, bomo pač iskali zunanje izvajalce. Izvajalec pa bo moral z garancijami pokriti svoje projekte in jih tudi sanirati po potrebi. V programu pod odstavku Kmetijstvo in podeželje pišete, da se boste zavzemali za zmanjševanje številčnosti jelenjadi in divjih prašičev. Te živali delajo kar veliko škode na kmetijskih površinah. Skoraj neverjetno je, ko sem se pred 3 leti lotil volčje zgodbe, sem mislil, da je to najtežji zalogaj, kar se tiče divjadi. Vendar ni. Volk je precej enostavno rešljiv problem. Problem je, ker ga ščiti evropska direktiva. Težje je z jeleni in z divjimi prašiči. Ti ne ogrožajo nikogar. Ogrožajo pa kmetijsko pridelavo. Prav v tem tednu imam dogovorjen sestanek v Policah, kjer se bomo s kmeti pogovarjali točno o tej problematiki. Tukaj vidim rešitev spet v pogovorih. Najti bomo mogli poti in načine, da bomo medobčinsko na nivoju regije spravili za isto mizo odločevalce in izvrševalce. Odločevalci so strani države, izvrševalci so lovci in mi kot župani, kot lokalna skupnost moramo biti v podporo tudi tem kmetom, kajti ti nam držijo obdelano pokrajino. Če ti popustijo, bomo v 10 letih imeli zaraščeno. Že prej ste omenili, da imate stike s podjetniki. Na tem področju je na nek način uvedena obrtna cona po odhodu Ete iz lokacije stare Ete. Je tam veliko prostorov se sprostilo, ki so jih zasedli uspešni podjetniki.
Kje vidite razvoj podjetništva v vaši občini v prihodnje? Najprej navdušen sem, da se je cona Stare Ete tako hitro zapolnila. To kaže na veliko energijo, korajžo in pogum teh lokalnih podjetnikov. Kar se tiče znotraj Cerkna, je prostor omejen, zelo omejen. In načelno ena od idej, menim, da so parkirišča prepoceni zapravljene koristne površine. Mi moramo avte parkirati drugje, ne pa na področjih, ki so predvideni za industrijsko cono. V zdajšnji službi, ko sem organizator prakse v Škofji Loki, veliko hodim po podjetjih. Moje delo je tudi komunikacija s podjetji. In opažam primere dobre prakse, kako so ljudje ob uspešni podpori, ob močni podpori občine sposobni na svojih lokacijah opravljati dejavnosti. Ta nesrečni pup, nedopustno je, da se zadeve vlečejo leta in leta, ne se kaj premaknejo. Mi rabimo agilno, sposobno, odgovorno ekipo prostorskih urejevalcev, ki bojo v doglednem času bili sposobni odgovoriti na pobude investitorjev, ljudi, ki so pripravljeni delati. Vedeti moramo, najboljša zavarovalna polica je dobro delovno mesto. In občina živi od uspešnih podjetnikov. Moramo jih podpreti. Nimam pa neke obrtne cone, ki bi jo kar raztegnil, razmišljam pa in imam v mislih par področij z degradiranih površin na Cerkljanskem, ki bi se jih dalo spremeniti v poslovne cone. So pa razpršene. Generalno v Cerknem menim pa, da so rezerve v mirujočem prometu. Tukaj vidim kar nekaj površin, ki bi bile lahko na voljo, posebej na področju Stare Ete, industrijske cone. V občini primanjkuje tudi stanovanj, sočasno pa je veliko objektov praznih. Kako rešiti to zadrego? Ideja je dokaj enostavna. Ko sem jaz vprašal direktorja občinske uprave, koliko prosilcev imamo in koliko stanovanj imamo na voljo, nisem dobil odgovor. Vzpostavili bomo register z opisom in tudi drugimi pomembnimi faktorji, potrebnimi za kvalitetno iskanje stanovanj. Ko bom jaz imel pred seboj popis, koliko stanovanj je na Cerkljanskem prazno, koliko teh je na voljo za pod takim pogojem, koliko pod drugimi, koliko pod tretjimi, bom jaz imel nabor, recimo 20 stanovanj, ki so vseljivo pod takimi pogoji. Tale register je lahko tudi javen zaradi mene. Na drugi strani imam register prosilcev in potem se sestanemo, pogledamo in vidimo, kaj je možno narediti. Tukaj vidim kar možnost, da hkrati rešujemo stanovanjske probleme mladih in socialne probleme starih. Z določeno podporno funkcijo občine, ki bo nudila predvsem pravno, pa tudi nekako formalno pomoč, da bodo te pogodbe sklepane na način, ki bo dolgoročno vzdržen, vidim, da bo zadeva dovolj varna, da se bodo ljudje upali spustiti v take negotove vode. Tale objekt Stare Ete, stare policije in ta stanovanjska zadruga je menda že v štartu potopljena. Zelo nenavaden in malce neobičajen pristop k reševanju stanovanjske problematike. Mislim, da se v svetu precej dobro ve, kako se kdo stanovanje gradi in kdo jih prodaja in pod kakšnimi pogoji. Izumljati neko toplo vodo, kjer že teče, ne vidim. Spet, tipično en projektov, ki je bil idejno dobro zastavljen, organizacijsko izvedbeno pa slabo. Začeli so se trošiti denar na projektu, ki ni bil do konca strukturno pokrit. In kot tak je žal zaenkrat neuspešen. Število prebivalcev v vaši občini se zmanjšuje, veliko mladih odhaja, brez mladine pa ni prihodnosti. Kako boste zagrizli v ta problem? 15 minut se že pogovarjajo o tem. Ko bomo rešili zdravstveno varstvo, ko bomo rešili vrtec, ko bomo omogočili delodajalcem, da lahko počno svoje dejavnosti, bodi si centralno, bodi si lokalno, ko bomo izboljšali ceste,
Ko bomo izboljšali internetno povezavo, zdaj se nam obeta kar tale druga povezava iz Gorenjske s tem centralnim vodom, takrat bojo ljudje opazili, da imajo pogoje, da lahko ostanejo, in računam na njihovo korajžo, zavzetost, energijo. Ker spet lahko iz svoje izkušnje povem, delodajalci na širšem področju Škofjeloške, kar pokriva naš šolski center, so zelo zainteresirani za mladino iz teh naših krajev, Zgornje Sevške, Zgornje Poljanske, iz Cerkljanskega. To so najboljši kadri. To so ljudje, ki so vajeni dela že od mladih. Napovedujete tudi ustanovitev Cerkljanskega kluba študentov. Ja, zakaj pa ne? Če bomo na vsak način, od kjerkoli bo prišla iniciativa, da se razumemo, Cerkljanskega kluba študentov ne bo ustanavljala občina. Jaz bom vzpostavil pogoje, da se študentje začnejo dobivati, da se v štartu jim pomagamo, kar je pač treba, verjetno bolj organizacijsko, tudi kaj finančnega za tako ciljno skupino. Vendar, ko bo enkrat v cerkvi zavela ta pozitivna energija, da se da imamo vizijo, da imamo idejo, pot bomo pa našli, takrat bo zadeva stekla. Mislim, da smo zelo prekritični do Cerkljanov. Cerkljani nismo tako ne maram reči neke grde besede. Zdaj smo v nekem krču in nekako si ne moremo naprej. Imamo pa svetle točke, ki vlečejo, imamo privatnike, ki delajo, imamo skupnosti, ki delujejo. Samo še skupaj moramo vzeti, poiskati sinergijo, pa bo na Cerkljanskem še lepše kot zdaj. V teh dneh hodite po krajih, po krajevnih skupnostih, predstavljate svoj predvolilni program. Kakšni so odzivi? Različni. Malce sem šokiral že na tiskovni konferenci, ko sem izjavil, da v cerkvi ni največji problem pomanjkanje denarja. Neka gospodična, morda gospa, ne vem, mi je rekla, vse se začne in konča pri denarju. Pa sem utemeljeno obrazložil, da se ne konča in začne pri denarju. Če je stvar dobro zastavljena, se tudi denar najde. Če pa imaš v osnovi slabo zastavljeno, potem denar bo potrošen, izplen bo pa bolj pičel. Bodimo optimistični. Ivan Janko Mavri, hvala za vaš obisk v našem studiu in hvala za ta zanimiv pogovor in vse dobro na skorajšnjih volitvah vam želim. Hvala vam za povabilo. Jaz se dam ljudem na razpolago, da me ocenijo. Če smatrajo, da sem vreden njihovo zaupanje, naj me podprejo, drugače pa podprejo božjega kandidata. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.